Nekaj minut pred poldnevom se je sveti oče srečal z bolniki in invalidi v Firenški baziliki posvečeni Marinemu oznanjenju. Najprej so skupaj molili angelovo češčenje, nato pa je vsakega posebej osebno pozdravil. Zatem se je sveti oče peš odpravil v bližnjo Karitasovo menzo, ki nosi ime po svetem Frančišku Asiškem, kjer je kosil z reveži. Sveto mašo je daroval na firenškem športnem stadionu Luigi Ridolfi. V nagovoru po evangeliju je poudaril, da bi morali Jezusovi učenci vedeti, kako razmišljajo ljudje, njihovi pastirji pa naj bi jim bili blizu v vsakodnevnem življenju in njihovih potrebah. Samo tako jih bodo lahko vodili do Jezusa. Papež je v nagovoru po evangeliju izhajal iz Jezusovega vprašanja učencem, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov. Jezusa namreč zanima, kaj ljudje mislijo. Če učenec ne ve, kaj mislijo ljudje, se izolira in jih začne soditi v skladu z lastnimi mislimi in prepričanji. Ohranjati zdrav stik z realnostjo, s tistimi, kar ljudje živijo, z njihovimi solzami in veseljem, je edini način, da jim lahko pomagamo, jih vzgajamo in govorimo, je dejal papež Frančišek. Samo tako jim lahko tudi pomagamo, da se njihovo srce odpre za poslušanje Boga. Drug papežev poudarek nagovora pa je bilo povabilo k osebni veri. Samo če Jezusa prepoznamo v njegovi resnici, bomo zmožni videti resnico in prispevati k polni humanizaciji družbe. Ob sklepu nagovora pa je papež še poudaril, da je prava modrost samo v povezanosti s Kristusom in v služenju cerkvi.